In tretja stvar, ki bo naredila naš online biznis bolj organiziran in pa za nas bolj lahkoten, je pa to, da imamo organizirano prodajo. Zdaj, mogoče se bo slišalo čudno, da pravzaprav o tem govorim, ampak ne boste verjeli, koliko ljudi pravzaprav sploh nima nekega plana ponudb. Zdaj, tukaj se začne že s tem, da imamo neko smiselno strukturo programov oziroma naših produktov, da nimamo produkte, ki so si med sabo podobni ali pa med sabo konkurenčni in pol niti ne vemo, kdaj bi kaj prodajali. Skratka, prva stvar torej je to, da imamo neko smiselno strukturo programov. Ta v končni fazi izhaja iz tistega, kar sem omenila na začetku, to je ta naš plan oziroma ta naša vizija, kam želimo iti, da bomo dejansko profitabilni. Druga stvar je pa to, da smo potem, da imamo ta plan ponudb oziroma ta plan teh programov, ki jih imamo, da dejansko naredimo en plan, kdaj bomo kaj prodajali, kdaj je bila kakšna ponudba na vrsti. Ker ne moramo se spomniti 5. maja, da bomo šli delati neki retreat, ki se bo začel 1. junija, ker v končni fazi rabimo stvari, da se pripravijo, rabimo stvari tudi na socialnih omrežjih in na splošno v tem online svetu rabimo kar nekaj tednov tudi, da se stvari zrealizirajo in odpeljejo oziroma odvijajo na spletu, da nas ljudje sploh zaznajo oziroma da ljudje sploh opazijo, kaj prodajamo in da imajo seveda tudi čas se prijaviti in vse te zadeve.